Kako bi zvenelo makedonsko danes bo lep dan? Dneska, ki bi da mnogo ubav den. Wow, veliko daljše, a ne, kot v slovenščini. Več ali manj? Z Evo Cimbola. V več ali manj tokrat kar dve Klemnovi sovoditeljici. Eno ima na radiju, drugo pa seveda na televiziji. Nataša Naneva, živjo! Živjo! Tretja sezona oddaje Kolo sreče se bo kmalu začela in zato sem se odločila, da te povabim. Pa ne zato, da Klemna upravljava, ker to bi bile lahko cel dan skupaj. Premalo časa. Tako. Greva se igrco več ali manj in zato številka 3. Okay. Če si pripravljena, kar greva. Dejva. Več ali manj kot 3-krat na dan nekdo narobe izgovori tvoj sicer makedonski priimek. Ja, večkrat. Zdaj, ne slišam ga 3-krat, da ga nekdo izgovori, ampak kadarkoli ga kdo izgovori, je narobe. Ni Naneva, ampak Naneva. Mogoče bomo zdaj to razrešili. Naneva, prvi A. Tako. Več ali manj kot 3-krat zjutraj ugasneš in prestaviš budilko. Danes je bilo manjkrat, se pa kdaj zgodi tudi večkrat. Več ali manj kot 3 minute časa porabiš zjutraj v kopalnici. Več. 3 minute je res malo. Je res malo, ja. Več ali manj kot 3-krat na teden si umiješ lase, svoje krasne lase. Manj. Maksimalno 2-krat, daj zdržim tudi enkrat, zdaj razen, če so pa to dogodki da imaš več dogodkov ali pa ravno po zumbi imam dogodek, pa seveda si jo moram, ampak drač pa manjkrat. Kakšne posebne rituale? Poseben ritual je pač ta, da si čim manjkrat bi mogli vsi prati lase, ampak vem, nekateri se zmastijo. Ne, moj je pač, da jaz uporabljam naravne šampone. Eni to podpirajo, drugi ne, frizerji govorim. Pa ne, jaz grem spat s tem, da si lase zavijem v štumf. To je tako, da štumf odrežem in naredim bunko in dam čez in si navijem okrog štumfa, ko podrem je to. Aha, nov trik. Nov trik in si ne uničuješ las, še ko spiš, imaš v figi, se ti ne zapletejo, ko spiš in ne uničuješ jih s likanjem, s toplotnim segrevanjem. Zjutraj spustiš in frizura narejena. Čakaj, ampak zdaj se moram pri tem ustaviti. Nogavice morajo biti v klopčič verjetno zavite. Nogavica, če si predstavljaš nogavico, tukaj daš nogo notle, pa pač za prste. Odrežeš. Odrežeš. In narediš jih skupaj, tako zrolaš, da je vmesen neka gumica. Ampak, škoda, ker ga imam v torbici. Imaš domačo nalogo, posnami prosim to in nam dostavi ta video in vam ga pokažemo. Hello, ekspresovci, pa poglejmo, kako gre zdaj tole navijanje na štumf. Se pravi, vzajmo en star štumf, če si predstavljaš, to je peta, odrežemo prstke stran in potem ga zarolamo takole, da se v bistvu rata kot ena gumica. Ja? Jaz največkrat to delam na oprane lase, ko jih posušim, pa pustim, da se same posušijo, ampak niso še povsem suhe. Lahko jih pa tudi pošpricate z vodo, navlažite, kakorkoli. V glavnem, lase počešete in vse naredite tako, kot da bi naredile čop, štumf daš čez in zdaj, če bi naredile čop, bi naredile takole, pa ne naredimo tega, štumf samo držiš narazen, lase v drugi roki, pa začneš ovijati okrog štumfa. Ja? Tako, da greš čist, vse lase oviješ okrog, upam, da se vidi in na konc ta zadnji ga zatakneš, lahko ga tudi prpneš, odvisno od dolžine las, koliko stoji, pol spet lahko pošpricate z vodo, s sprejem, posušite, ali pa greste spat, jaz to največkrat naredim in zjutraj podrem in frizura je narejena. Sprobajte. Več ali manj kot 3-krat na mesec pomisliš, da bi imela rada kakšen centimeter manj? Manjkrat. Sploh kdaj? Govoriva o višini, ali ne? Seveda. Sem kdaj pomislila, sploh kadarkoli se neke splesne korake, nove koreografije spravljam, se rečem, pa zakaj imam tako dolge noge, pa tako dolge roke, ker pri plesu je valjda manjši, ko si bolj zgleda, ne? In vse je lažje. Takrat, ampak ja. Več ali manj kot 3-krat v enem dnevu se preoblečeš? Manj, bi rekla. Čisto dobro, Kolo sreče, večkrat, ne? Manj. Več ali manj kot 3-krat prebereš tekst za oddajo Kolo sreče pred snemanjem? Večkrat.
Večkrat? Ja. Več ali manj kot 3-krat se v posamezni oddaji Klemnu Bučanu iz srca nasmejiš. Večkrat. Več ali manj kot 3 minute te Klemen med pogovorom lahko gleda v oči. Manj, ni šans, to ni variante, da mu uspe. Že pri 30 sekundah je vprašljivo. Tako je. Imava obe očitno podobni izkušnji. Več ali manj kot 3-krat na leto imaš nerodne momente, trenutke. Več. Ja? Ja. Si sicer bolj nerodne sorte? Ja, jaz sem nerodne sorte, kot si videla že prej, ko sem vstopila, sem skoraj mikrofon podrla, tako jaz sem zelo nerodne sorte. Kamor hodaj se obrnem, pa podrem nekaj, tako da ja, sem malo nerodne sorte. Več ali manj kot 3-krat na teden se razjeziš? Manjkrat bi rekla. Delam veliko na tem, nočem se jeziti, ker to sam sebi škoduješ, tako da probam sprocesirati prej, preden pride jeza na plano. Kateri pa so recimo tisti trenutki, ki te razjezijo lahko? Zelo me razjezi, naprimer, ko se zmeniš za kosilo v neki uri in potem se zamuja preveč. In mi je tako, ok, jaz sem kuhala, toplo je na mizi, ne moreš zamujati. Če se upravič, vse razumem. Če pa ni, je pa tako. To me razjezi, da se nekega dogovora mogoče ne držiš na to. Kaj me še razjezi? Razjezi me, ko se mi mudi, pa se mi nekaj zgodi. Naprimer, bom nekaj razbila takrat ali pa polila. To je to. Ampak to je seveda spet na meni. Kaj še kaj tazga, da me razjezi? Razjezi me, naprimer, če sem v krajčku, pa če delam kakšne stranke, ko so, jaz temu rečem, neobzirne, brez občutka. Naprimer, da je že vrsta, pa bi on mogoče še klepetal ali pa zelo počas zlaga stvari. Ravno to je naslednje. Več ali manj kot 3 zoprne stranke, sem jim jaz rekla v krajčku. Na dan manj, 100% manj. Ja. Na 3 bi rekla v mesecu ali pa 2. Res imamo fine stranke, tako da res take srčne, tako da, ampak na vsake tok cajta se pa je najde, ker ti povpreče mora malo pokvariti. Več ali manj kot 3-krat si že zažgala kruh? Večkrat. Po moje. Na začetku je bilo kar tega veliko. Ja. Več ali manj kot 3-krat na teden se zavedaš, da si srečna? Večkrat. Bi rekla, da si srečna, ker sem te kar malo določila, ampak mi deluješ zelo srečen človek. Probam srečo iskati res v nekih majhnih drobnih stvareh, naj bo to, ne vem, da se za velikonočni vikend lahko privoščam, da sem na morju ali pa da se nama na poti nazaj pokvari avto, ampak probava ostati nasmejana ob tem in iz tega narediva zgodbo, recimo, da iščem nekako, probam biti zadovoljna z malim, no, tako da in pol, če si, pa si srečen, zelo hiter. Več ali manj kot 3-krat na dan poveš fantu, da ga imaš rada? Na dan manjkrat, ne povem mu to več toliko pogosto, kakor sem mu, ampak sej veva, da se mava, čeprav se strinjam, da si treba tudi povedati. Bom popravila. Imaš priložnost, veš, tam je kamera. Rada te imam, ampak se veš. Več ali manj kot 3-krat na leto se spominjaš, kako si nekoč nabirala tutun, hvala za popravek. Pohvale, da si pa to pozanimala. Tutun, ja. Manjkrat. Res, ali ne, v bistvu bi lahko rekla večkrat, zato ker se kar veliko pogovarjamo o tem v določeni družbi, tako da večkrat bi rekla. Dejva zdaj samo pojasniti, kaj to sploh je in kako je to v povezavi s tvojim otroštvom. Ja, tutun je tobak, ne, in moja babi v Makedoniji je imela v Makedoniji je nasplošno znano se gospodinjstva kmetije ukvarjajo s tem, da imajo nasade tutuna oziroma tobaka in to pomeni, s tem se preživljajo, ne, in ga prodajajo in to pomeni, da zelo zgodaj zjutraj ti vstaneš, da še preden začne, že okrog 10 je tam že 40 stopinj polet, ne? Zelo zgodaj vstaneš, greš na polje, ga nabrati, nabirajo se tako, so veliki listi in jih trgaš od spodaj in zlagaš enega na drugega, pa zelo so lepljivi, ne, zaradi katrana, ja, mislim, da je katran. In so res taki, čisto imaš umazane prste. Ti to nabiraš, daješ v žakle, ko je sonce riže prpeka, ne moreš več, greš stran, pod neko veliko krošnjo, usedeš na deke, vzameš tako veliko iglo, daš, ni nitka, ampak je v bistvu tanka vrv gor, ne? In v bistvu reče se nižemete tutun, kako bi to prevedla? Ne moram reči, da ga pleteš. V bistvu, če si predstavljaš z iglo, natikaš mogoče. Natikaš tako in potem potegneš po vrvi in ko je vrv polna, jo daš stran, na koncu, ko so te vrvi polne, jih obesiš kot rastlinjak, ne, da se to posuši.
to je bil proces, ki sem ga jaz spremljala. Potem, ko so je to posušili, je to babi spet, ne vem, so sami zdrobila, so samo liste dali v žakle. Ampak ti si dejansko to pobirala? Vedno, ja. To so med otroštvom, vsako poletje, mi smo za 3 tedne hodili v Makedonijo, to je bil pač, del dopusta, no, in je bilo fino. Seveda smo malo jamrali, otroci smo se itak hecali, ne, en pa en drugmu nagajali, ampak je bil pa to del dopusta vedno, ja. Več ali manj kot 3-krat na dan premišljuješ v makedonskem jeziku? Manj. To je pa zelo zanimivo. Jaz pa brat, oba sva rojena tukaj v Kranju, starša sta se tudi v Kranju spoznala, pa sta oba Makedonca, ne? In midva nikoli z bratom doma nisva govorila makedonsko. Starša sta med sabo govorila makedonsko, midva pa ne. In vedno se je, ati se velikrat hecal, bom kar po makedonsko rekla, zbori makedonski, ne, kao v materinem jeziku, pa sem rekla, ne, ati, pač mi smo v Sloveniji, ne bom govorila makedonski, jaz bom govorila slovensk. Ko sem šla v Makedonijo, sem govorila makedonsk, ampak spet, če smo imeli debato jaz, mami, babica, sem jaz pa z babi govorila makedonsk, čim sem preklopila na mami, sem nej po slovensk. Tako da zelo zanimiv je bil ta preklop, avtomatičen je bil, ne. Tako da in tudi danes, jaz pač starši govorim slovensko, ne. Tako da znam pa makedonsko še vedno govoriti, ampak res pa ne uporabljam tokno. Kako bi zvenelo makedonsko danes bo lep dan? Dneska, ki bi da mnogo ubav den. Wow, veliko daljše, ne, kot v slovenščini. Več ali manj kot 3-krat, oziroma več ali manj kot 3-krat na dan se nasmejiš. Večkrat. Že samo zdajle v tem trenutku 21-krat, ne? Ja, ker to pa res, pač taka sem in hvala Bogu, ne, kdaj, ko se na kakšni sliki vidim, pa sem resno, sem rekla, kaj pa mi je bilo tukaj, ne? Ampak to je ponovadi tako izza kulisja, ali pa če kaj razmišljam od kolesa sreče, imam kakšne take, ker sem tako zelo resna, ampak drugače pa ne. Nasmeh se mi zdi, da polepša sočloveku dan, tako da ja, smejmo se več. In čim več takih iskrenih nasmeškov ti želim tudi v 3. sezoni oddaje Kolo sreče, tebi pa hvala za tele slastne piškotke. Ja, to so zumba piškoti, jih imenujemo, res so zdravi, ne vsebujejo veliko cukra, so iz osenih kosmičev, brezglutenski so, temna čokolada, veganski so, brez mleka, jajc. Tako da zumba ime se jih je parijel, ker sem jih jaz vedno mojim puncam nosila in potem so to one rekla, so zumba piškoti. Sem rekla, moram saj nekaj prinesti, ker ni bilo časa za kruh. Tako da Klemen, nisi mi naredil usluge, ker si rekel, da bom prinesla kruh, tako da naslednjič, ko pridem na Radio Express, obljubam, prinesem fokačo. Vse imamo posnet. Hvala, ker si prišla. Lepo se imej. Hvala enako tudi ti.